Pozdravljeni, poletje, počitnice, dopusti. Ponovno je prišel čas, ko lahko nekako odložimo naša bremena in skrbi. Ja, vem, še vedno smo v situaciji, ko se srečujemo s težavami glede koronavirusa. Ali ne glede na to, mi zaupajmo Bogu. On je z nami in tudi skozi to situacijo bomo prišli. Zato odprimo srca, nedelja je, dajmo slavo in čast našemu Bogu. On je vreden vse slave in časti. Božja beseda nas kliče in izziva. Naj mu služimo, naj ga slavimo v prijetnem, lepem in tudi težkem trenutku. On se bo dotaknil naših življenj in naj bo ta nedelja blagoslovljena. Naj Gospod vsako breme in težave, ki nas moče bremenijo, odzame oziroma predajmo jih njemu in poveličujmo njegovo ime. Skrij me zdaj v svoj objem, zaščiti me svojo mogočnostjo, ko vihar preti v življenju mi. S tabo dvignem se in poletim. Oče, ti imaš oblast nad vsem. Vem, varen sem, ker ti si Bog. Počitek imam le v Kristusu. Zaupam mu, saj on mogočen je. Ko vihar preti v življenju mi, s tabo dvignem se in poletim. Oče, ti imaš oblast nad vsem. Vem, varen sem, ker ti si Bog. Ko vihar preti v življenju mi, s tabo dvignem se in poletim. Oče, ti imaš oblast nad vsem. Vem, varen sem, ker ti si Bog. Vem, varen sem, ker ti si Bog. Odloži breme in si odpočij. V mnogih pogledih je življenje postalo lepše. Toda na drugi strani je vse bolj zakomplicirano. Razvoj človeštva napreduje, vsak dan pa se soočamo z novimi izzivi. En od izzivov, s katerim se še vedno soočamo, je čas korone.
Preprečili smo okužbe doma, zdaj pa se soočamo z okužbami od zunaj države. Nenehne spremembe ukrepov še otežujejo situacijo, naše srce je vse bolj obremenjeno, obteženo. Seveda pa v času korone se ne soočamo samo z korono, ampak tudi z mnogimi drugimi težavami in problemi v življenju. Ne glede, kako težka je situacija, je nekdo, ki pozna naša bremena, situacijo, v kateri se nahajamo. O njem piše takole. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce. Obrnili smo se vsak na svojo pot. Gospod pa je naložil nanj krivdo nas vseh. Božja beseda pravi v Izaiji 53. poglavju. Bil je ranjen, kaznovan, nosil je krivdo nas vseh, da bi mi lahko doživeli mir. Prerok Izaija opisuje Jezusa Kristusa, ki je prišel na svet in prevzel težo greha nase. V življenju obstaja še večja teža, kot je koronavirus ali druge vsakodnevne skrbi. To je teža našega greha, zgrešenega cilja, občutka krivde in osamljenosti, dokler se ne spravimo z Bogom. Kralj David opisuje svoje grešno stanje takole. Glej, v krivdi sem bil rojen, v grehu me je spočela moja mati. Očisti me greha s hizopom, da postanem čist, operi me, da postanem bel, bolj kakor sneg. David spoznava svojo grešnost. Kliče Bogu, da ga očisti, opere, da izbriše občutek krivde, da postane bel, bolj kakor sneg. Želi se počutiti ponovno čistega, svobodnega. Čisto srce v Bog mi ustvari. Stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti. To je bila njegova molitev. Naj Bog prinese spremembo v njegovo življenje, v njegovo srce. V naših življenjih obstaja duhovna teža, ki jo lahko odvzame samo Bog. Samo Bog lahko da človeku notranji mir, ravnovesje, stabilnost. On nas resnično želi razbremeniti in dati svoj mir, svobodo. On pozna, da se naše življenje sooča z različnimi težavami in težo. Jezus je povedal, ne bodite torej v skrbeh za jutri, kajti jutrišnji dan bo imel skrb sam zase. Zadosti je dnevu njegova lastna teža. Mi se velikokrat, poleg vsakodnevnih težav, naložimo še mnoga druga bremena. Stil življenja je postal naravnan, da moramo že naprej planirati mnoge stvari. Da s tem si že vnaprej naložimo nova bremena, poleg vsakdanjih. Če kdo, potem Bog pozna našo situacijo. On razume in želi pomagati. O Jezusu beremo, da je vedel, kaj je v človeškem srcu. Jezus pozna naše težave, probleme. V Janezovem evangeliju v 2. poglavju beremo takole. In ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku, sam je namreč vedel,
kaj je v človeku. Bog pozna stanje našega srca. Jezus je vedel, kaj je v naših srcih. Naj se nam to moče zdi še tako neresnično, smešno, ali Bog resnično pozna stanje, težo, probleme, karkoli se nahaja ali dogaja v našem življenju. Ne glede, kakšno težo, skrb, breme nosimo v tem trenutku, Jezus sam nam ponuja in pravi takole: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. A smo postali utrujeni od življenja? A so težave, skrbi obtežile naše življenje in ne moremo naprej? Jezus pravi: pridi k meni, odpri svoje srce, odloži pri meni svoja bremena. Odloži breme pri meni in si odpočij. Zaključimo z odlomkom, v katerem vidimo, ko odpremo svoja srca Bogu, njegovi besedi, doživimo svobodo, mir, počitek, veselje, novo moč. V apostolskih delih, v 8. poglavju beremo: tisti, ki so se razkropili, so vse povsod oznanjali besedo. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi. Veliko hromih in pohabljenih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje. Prvi učenci so oznanjali Božjo besedo. Beremo, da je Filip prišel v Samarijo in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile besedi, prisluhnili, kar ima Bog za njihova življenja. In kaj je bil rezultat? Na koncu mnogi so doživeli dotik osvoboditve, ozdravljenja. In na koncu beremo: zavladalo je veliko veselje. Veste, mi danes živimo po povsem drugačnem času. Danes Božja beseda ni več aktualna, popularna za mnoge. Toda, če jo oznanjamo, če govorimo o Jezusu, če verujemo njegovim besedam, s katerimi nas kliče, naj pridemo k njemu, naj odložimo svoja bremena. Bog bo, ali sam Jezus, Sveti Duh bo deloval v našem življenju. Mi bomo doživeli odpuščanje grehov, mi bomo doživeli osvoboditev, mi bomo doživeli novo moč, ali kako smo na koncu prebrali, v našem srcu bo zavladalo veliko veselje. In zato izkoristimo ta čas. Če si utrujen, obtežen, pridi k Jezusu in si odpočij. In to lahko prav zdaj v molitvi storiš. Povej: dragi Jezus, tukaj sem. Svoje srce ti odpiram. So težo, so razočaranje. Pomagaj mi, da doživim tvoj mir, tvojo moč. Odpusti mi vsak greh, odpusti mi, ko nisem razumel ali vedel ali veroval, da ti odpuščaš, da ti
odvzameš breme in daješ počitek in daješ novo moč in daješ radost. Jezus, tukaj sem, svoje življenje predajam tebi. Ti me vodi in me uči, da lahko doživljam vso moč, svobodo, vse, kar imaš ti pripravljeno za moje življenje. To te prosim, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Po tej molitvi Bog bo deloval v tvojem srcu. On te ljubi in želi, da vsako breme predaš njemu in ti da svojo moč. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in veselimo se za priložnost in milost, da lahko pridemo k našemu Bogu. Odložimo bremena in on je dal obljubo in on dela, da sprejmemo počitek, novo moč in veselje. Amen.